Izjemno me veseli, da smo držali obljubo in sedaj v celoti elektrificirali našo najdaljšo linijo številka 6, ki povezuje srce mesta z pljučem mesta, tokrat na okolju najbolj prijazen način. Za nami so 4 avtobusi, 2 nova, o tem bo kaj več povedal tisti, ki se za to največ prizadeva, direktor Marproma, gospod Šmigoc. Seveda spreminjamo potovalne navade, spreminjamo velik del mesta v peš cono brez robnika, zato da smo tam, kjer smo bolj varni, in se seveda zavedamo, da pa je mobilnost sestavljena iz večjih podsistemov. Eden izmed teh bodo vedno ostali avtobusi. Na nas pa je, da potem, kadar razmišljamo o kako priti od točke A do B, da omogočimo tudi druge podsisteme, kot je že delujoč M-Bike, pa izgradnja varnih kolesarskih poti v celotnem delu mesta in povezovanje z drugimi sosednjimi občinami. Bodoče pa nas čaka seveda na tej poti še veliko dela. Zavezali smo se, da bomo do leta 2030 celotno floto spremenili v električno, verjetno pa se bomo v tem času začeli tudi bolj resno ukvarjati z avtobusi na vodik, kar delajo že mnoga, mogoče bolj zahodno razvita mesta. Torej tudi za javno podjetje Marprom je današnji dan izjemnega pomena, saj smo dočakali popolno elektrifikacijo linije 6, ki v javnem mestnem potniškem prometu v Mariboru predstavlja povezavo med mestom, srcem mesta in pa z tem suburbanim območjem, ki povezuje tudi vrh Pohorja skupaj z samo krožno kabinsko žičnico. Za nami sta 2 nova avtobusa Iveco E-Way, ki predstavljata v bistvu popolno elektrifikacijo in sta namenjena z gradskim polnjenjem na vstopni postaji avtobusni in pa hkrati v bistvu na zaključni postaji podporsko-spenjača. Z to popolno elektrifikacijo linije številka 6 pridobivamo pravzaprav veliko na zmanjševanju negativnih zmesi v višini cirka 384 ton, prav tako zmanjšujemo prašne in trde delce, pravzaprav tudi zmanjšujemo vključno tudi zvok in hrup, in verjamemo, da glede na to, da je linija 6 po prometu na letni ravni prevozi več kot 500 tisoč potnikov, da je to izjemno dober podatek za sam mestni potniški promet in za vse uporabnike te linije. V prihodnosti skupaj z mestno občino Maribor nadaljujemo razvojno pot modernizacije in elektrifikacije javnega potniškega prometa in po trenutnih podatkih se skupaj 10 popolnoma elektrificiranimi vozili pravzaprav spadamo v sam vrh mestnega potniškega prometa v Sloveniji po elektrifikaciji.